Dobrodošli v oddaji I am young, mladost brez meja. Tudi danes bomo predstavili izjemnega mladega liderja, ki ga premore Slovenija, in to je Tomaž Švajger. Tomaž, dobrodošel v Young Studio. Hvala, z veseljem. Tvoja pot je zelo zanimiva, karierna. Trenutno pa si prodajni direktor oziroma komercialni direktor v podjetju HEC Adriatic. Povej mi en mit o prodajalcih, ki ne drži. Ki ne drži. Zdaj, prvi, ki mi pade na pamet, je, da smo prodajalci ljudje, ki bi še svojo lastno mamo prodali, samo da prodamo. Tukaj bi se ne strinjal, ker vkolikor ne verjamem, saj osebno jaz pa tudi moje ekipe, v tisti produkt, ki ga prodajamo, ga ne moramo ali prodati, ali pa bi ga začeli prodajati ali želeli prodati samo zato, da ga prodamo. Mislim, da moraš reševati nek problem, verjetno to in takrat si dober prodajalec. Zdaj, če je to mit o dobrih prodajalcih, ne o prodajalcih na splošno. Verjamem, da kljub temu, da verjameš v to, kar prodajate, ti ne uspe izpeljati vseh poslov. Kaj narediš, kaj se naučiš, ko nek posel splava po vodi? Več se naučiš od tega, ko posel splava po vodi, kot pa tistega, ki ga uspešno zaključi, zato ker potem pri tistem, ki ne gre po planu, iščeš nove rešitve, nadgrajuješ svoj nastop, nadgrajuješ, bom rekel, informacije, ki jih potrebuješ, da bo naslednjič bolj uspešno in tako naprej. Tako da to je del vsakdana in take, bom rekel, priložnosti za izboljšavo jaz celo pozdravljam, da tudi znamo ceniti potem, ko prodamo. Kaj bi pa rekel, da loči dobrega prodajalca od vrhunskega? Jaz mislim, da tako kot povsod, če delaš nekaj z dušo, nekaj z, bom rekel, radostjo, nekaj z resnim namenom in željo, da stvari izboljšaš, te to tudi, če imaš, bom rekel, tudi normalno druge atribute, vodi v vrhunskost. Ali je zdaj to Luka Dončić, ko se smeji in daje, bom rekel, 100 točk v 2 tekmah, ali je to nek prodajalec, ki prodaja, kar verjame, ali je to nek znanstvenik ali karkoli. Jaz mislim, da so tukaj povezave, ne glede v kateri branži, industriji, kakorkoli deluješ. Obstajajo kakšne stereotipne napake, ki jih delajo mladi prodajalci? Mogoče napake, ki si jih ti delal, ko si bil v začetnih fazah kariere? Mladi predvsem mislim, da se preveč držijo skripta, se pravi, da povedo, kar so se naučili, samo da povedo, da kličejo stranke samo da kličejo, da opravijo sestanke samo da jih opravijo, ne se pa dejansko posvetijo stvari, da jo začutijo, da so tudi, bom rekel, iskreno radovedni za glavo pri stvari, ker to daje tisti dodatni čar in to tudi potencialni naročniki čutijo. Predvsem, da si res 100% v momentu, to prevečkrat pogrešam pri mladih. Si na stopnji v karieri, ko imaš za seboj že kar nekaj odličnih izkušenj in deloval si v korporativnih okoljih, tudi startupi imaš že izkušnje. Kaj bi pa v vsem tem času izpostavil kot največji izziv in kako si ga premagal? Največji izziv? Dobro vprašanje. Zdaj, se mi zdi, da prodaja kot taka sama po sebi je že tako izziv, ker če katerokoli podjetje, ki ima prodajo, ta ne deluje, ima blazne težave. Zdaj, na eni strani sem se naučil, da prodaja res je ključen element, ne bom rekel najpomembnejši v podjetju, ker bo preveč, bom rekel, voda na naš mlin, ampak ne daleč od tega. In tukaj, bom rekel, izziv, ki je bil, vedno je bilo, ja, se bojo že prodali, se lahko prodajo, to ni tako pomembno, kar načeloma ni tako. Ko ti prodaš, zgleda, kot da je bilo lahko, ampak moraš prej opraviti celo kopico nekih korakov, domača naloga, priprava na klic, hladni klic, sestanek, ponavljajoč sestanek in tako naprej. In tukaj izzivi načeloma nekih večjih nisem imel, so bili pa v določenih trenutkih, da drugi deležniki v podjetju niso cenili ali pa se niso zavedali, kako je prodaja pomembna. Sicer to govori prodajnik, ampak se mi zdi, da nismo daleč od resnice. Dobro, da si to omenil. Začela sva pogovor z enim mitom. Kaj pa famozni konflikt med prodajo in marketingom? Je to samo mit ali pač? In če to ni mit, kdo ima prav? Zdaj bom probal dati nek zrel odgovor. Oba dva departmenta gresta z roko v roki. Je pa res, da včasih gledamo na marketing kot oddelek, ki troši, prodaja mora pa prinesti in tukaj mogoče iz tega izvira nek konflikt ali pa nek stereotip, ampak v današnjem času menim prvo, da brez enega ali drugega ne gre.
Zdaj, kdo je bolj pomemben v končni fazi, če ne prodaš, je vse ostalo nepomembno, pa naj pri tem ostane. Dobro. V poslovnem svetu zelo pogosto poudarjamo pomen vrednot, tako podjetja kot posameznikov. Kaj pa stori lahko posameznik, ko ugotovi, da se vrednote njegove s podjetjem ne ujemajo najbolje? Zdaj, za druge ne morem soditi, ampak jaz sem v preteklosti, ko sem tudi recimo zamenjal določeno podjetje ali pa branžo, ker prodajam s srcem in to res živim, tisto, kar se odločim, kar nekaj podjetij zavrnil, ker niso bili v skladu z mojimi vrednotami. Zdaj, jaz sem lahko mogoče pameten, ker v ta podjetja nisem šel, ker se nisem tam videl in sem vedel, da recimo kakšnih proizvodov ali pa storitev, v katere ne verjamem in niso meni pisane na kožo, nisem sprejel, ampak če bi bil, bom rekel, v takem okolju, ki je, bom rekel, proti mojim vrednotam, najprej, če bi bil že tam, bi probal karkoli narediti, da se te stvari spremenijo. Če bi to bilo dolgoročno, bi jaz sam osebno vsekakor zamenjal okolje, kar sem ga tudi že, tako da ne govorim v prazno. Kako pomembno je, da ima profesionalec, lider, če lahko tako rečem, ob izzivih v karieri ob sebi podporno okolje, v katerem lahko išče, bom rekel, nek suport? Jaz mislim, da ključnega pomena, še posebej v teh časih, še posebej za mlade, zdaj, ko sem, bom rekel, po 20 letih v prodaji, pa tudi kar nekaj, kot si sam omenil, podjetjih, v katerih sem deloval, vidim, da je to res pomembno. Jaz tudi, ko delam analize, mi smo namreč v branži, bom rekel, kadrovanja, iskanja ljudi in tako naprej, razlog številka ena, zakaj ljudje grejo, je slab nadrejeni, slab šef, slab tisti, s katerim delaš vsak dan, in to absolutno drži, ne. Če je ekipa dobra, predvsem tvoj prvi nadrejeni, če te posluša, če te podpira, če se bori za tebe, je to vredno veliko več kot pa, bom rekel, 100, 200, tudi, bom rekel, večje vsote denarja več. In tudi glede na to, da preživimo, bom rekel, večino časa v dnevu, v osnovi, v neki ekipi, na nekem poslu, v neki službi, je to še toliko bolj pomembno, ker jaz pravim, da če ne prideš vsaj indiferenten v službo, mogo bi sicer z naspehom, ampak to ne moramo vedno, ne, potem nisi v pravem okolju, v pravi branži, za pravo ekipo, karkoli. Kakšne pa so tvoje izkušnje iz prakse trenutno? Je moč na trgu dela na strani delodajalcev ali delojemalcev? Menim, da delojemalcev. Zakaj? Zato, ker so naši bazeni napram 10, 15 in tudi več let nazaj izredno prazni. In bom rekel, veliko več je povpraševanja, kot je tudi, bom rekel, ustreznih kandidatov, in te ustrezni kandidati, vključno verjetno z nama, imajo veliko več možnosti, kot smo jih imeli v preteklosti. Se mi zdi, da po covidu je to še bolj, bom rekel, eksplodiralo, ko so ljudje videli, da tudi če ne delajo, tudi če je kriza, preživijo, tako da absolutno na strani delojemalcev. V prodaji verjamem, da so pričakovanja pogosto zelo visoka, sploh v tako eminentnih podjetjih, v katerih si delal ti. Imaš kakšen nasvet za mlade lidere, kako delovati v takšnih okoljih, ki izjemno veliko zahtevajo od njih? Zdaj, kot prvo morajo sami sebi natočiti čistega, bom rekel, vina, ali je to za njih ali ni, ne. Če jih to ne obremenjuje, če so to, bom rekel, okolja, v katerih se vidijo, jaz to samo pozdravljam, ker cilji, želje, plani morajo biti visoki, potem pa vidiš, kam prideš. In če hočemo ali nočemo, moramo sebe vedno gnati izven cone obdobja, ker brez tega ne rastemo. In to se začne pri posamezniku, razširi se na ekipe in potem se razširi na podjetje. Vse podjetje smo mi, smo ljudje, če ne so prazni zidovi, in tukaj jaz to toplo pozdravljam. Na drugi strani, če to sprošča prevelik stres in se s tem ljudje ne znajo soočati, kar je, vidim v tem tvojem vprašanju, edino, recimo, da nek potencialen problem, to je potem drugega pomena, ampak tukaj danes brez stresa praktično ni okolja, v katerem ga nimamo, važno je samo, kako se s tem soočamo. Kako pa ti recimo pri mlademu prepoznaš, da ima ta zagon, to željo, ambicijo, da ima nekaj več, da si želi nekaj več kot vsi ostali? Verjamem, da jih veliko to govori, ampak kaj ti vidiš v mladih, da jih loči od ostalih? Prvo že začutiš energijo, ne. Tudi v MČM organizaciji imamo prvi mentor, mentorstvo in tako naprej, in jaz sem tudi tam aktiven in že tam vidim energijo
mlajšo napram starejših, se vidi takoj, kdo je Igor, ali kako se temu reče, tudi malo bolj, bom rekel, ekspresiven, poln energije, to je prva, to čutiš, to ne vidiš, to čutiš. Zdaj, kar se tiče mladih, tisti, ki želijo, se ta želja vidi, predvsem skozi vprašanja, skozi pripravljenost, bom rekel, tudi opraviti kakšno delo, ki ni čisto zapisano, pa naj si bo to odpreti vrata sodelavcu, odložiti kozarec v pomivalec, ne samo kjerkoli je in tako naprej. Ampak predvsem v tem vprašanjih, kaj pa to, a bomo uno, pa v energiji, se čutiš, se vidiš. Ne? Tomaž, hvala za enkrat. Gremo na kratek odmor in se vidimo kasneje. Z nami bo tudi gost, ki ga je Tomaž pripeljal s seboj. Dobrodošli ponovno v oddaji I am Young, Mladost brez meja. V moji družbi je danes Tomaž Švajger in Tomaž je s seboj pripeljal gosta. Tomaž, koga si pripeljal v studio Young? V studio sem pripeljal mojega dobrega prijatelja, bivšega sodelavca, tudi, bom rekel, v zadnjem letu muzo za motivacijo in, bom rekel, življenjske prijeme in sovpadanje z, bom rekel, izzivi življenja, gospodiča Patrika Jagoniča. Sem tudi zelo vesel, ko si rekel, da lahko pripeljemo gosta. Prvič sem zelo vesel, ker ga imam lahko danes tukaj v studiu, drugič pa tudi, kar je, bom rekel, čez kakšne izzive v zadnjem letu je šel in mi je, bom rekel, in v veselje in čas, da je tudi lahko prišel in več kot to zdaj v tem trenutku. Bom se preveč raznežil, če bom povedal, tako da ostanva pri tem. Prav? Patrik, dobrodošel, me veseli, da si sprejel povabilo Tomaža in si danes z nami v naši družbi. Z veseljem, ko me je Tomaž povabil in povedal, zakaj se bo šlo, se mi je delo tako. Veliko sva že doživela skupaj s Tomažem, no, vsako leto tudi imava recimo en teden, ko imava res, oziroma en vikend, kjer se druživa nekje v tujini ponavadi preko nekega posebnega eventa in to so res tisti trenutki, ki nam ponavadi še bolj zbondajo in ja, zelo veliko čast mi je in veselje mi je, da sem se lahko odzval njegovemu vabilu in da sem njegov gost. Bova začela tale pogovor s tem, da si veliko časa delal v korporativnem svetu, imaš kar nekaj izkušenj. Kako bi opisal tvoje cilje in ambicije v tistem času? Jaz bi to rekel tako. O tem sem veliko razmišljal že pred enim dogodkom, pred letom, ampak ja bi rekel, da včasih recimo je bila ta, če bi rekel, ne vem, 10 ali 15 let nazaj, če bi sam sebi naštel 15 pridevnikov oziroma 15 besed, ki opisuje Patrika Jagoniča, bi bilo zelo, zelo visoko postavljeno nek uspeh v službi. Z leti pa pridejo tudi druge prioritete, rad starejši, postaneš oče, poročiš se, ne, doživiš življenje mogoče z malo drugačne perspektive, pridejo tudi take drugačne izkušnje in se ta, rekel, uspešnost oziroma uspeh samo na profesionalnem področju je že zmeraj zelo pomemben, ampak počasi pridejo druge prioritete, ki to postavko na tej lestvici mogoče v nekem momentu preskočijo. Mogoče življenje vidiš z malo širše plati, z malo drugačne perspektive, seveda izkušnje te zbrusijo in mogoče daješ pomembnost tudi nekomu sočloveku, ki je zraven, družini seveda in nekim novim izkušnjam. Tomaž, kako se ti spominjaš Patrika iz tistega obdobja, ko sta morda še delala skupaj? Tako kot ga vidim na nogometnem igrišču, ne? Ta dogodek, ki ga je omenil, je nogomet, kjer se srečamo na svetovnem prvenstvu podjetja, za katerega že leta ne delava, ne? To pa samo govori o kakšni kvaliteti govorim, ampak zelo ambicioznega, nabritega, borbenega, bom rekel, človeka, ki je tako na igrišču, kot sem omenil, kot tudi v poslu. To se ga prve spomine, ki imam, je priletel izza ovinka, da se ga kar ustrašiš in to, ki si me prej vprašal, kako se pri mladih vidi dodatna zagretost, ambicioznost. Patrik je bil, ko sem ga spoznal, tudi nisem dosti starejši, točno tak, kot sem prej recimo opisal tiste mlade, ki imajo željo po ekstra step, ekstra mile. Patrik,
približno leto nazaj se ti je zgodila ena nesreča na Norveškem, da bodo gledalci in gledalke imeli kontekst. Nam lahko samo poveš, kaj se je zgodilo tistega dne? Ja, jaz sem se 4 leta nazaj, oziroma 5 let nazaj, sem šel prvič resno v hribe. V hribe sem se zaljubil, potem sem začel raziskovati naprej slovenske, pa tuje hribe. Potem sem se leta 2022 odpravil osvojiti Mont Blanc, tam sem doživel eno manjšo nesrečo, to me je kamen zadev. In glede na to izkušnjo sem rekel, želim se izobraziti o nekih objektivnih nevarnostih, ki me čakajo v gorah. In sem se vpisal v alpinistično društvo, ker se veliko naučiš o objektivni in subjektivni odgovornosti o gorah. Tam sem spoznal tudi enega prijatelja, s katerim sem začela veliko turno smučati. Kmalu nam je bila Slovenija premajhna, iskala sva tuje izzive, tuje hribe, na kar sem se leta 2024 odpravila smučati v Lingenške Alpe na Norveško. Bilo je krasno, to smo ponovili tudi lani. Lani se je zgodila pa ena smučarska nesreča, zasul nas je med plezanjem po enem zaledenelem slapu. Pri sestopu nas je zasul snežni plaz. Trije smo bili udeleženi v tem plazu. Jaz sem preživel 7 ur in pol pod plazom in po 7 urah in pol me izpod plaza so mi rešili 4 ljudje in en krasen border collie, ki je zavil hokej. Čakam pod tisto goro snega, zakopan sem 1,5 metra približno spodaj pod snegom. Tako da to je ta izkušnja, verjetno, ki jo Tomaž poskuša nekako osvetliti, ki ti seveda da neko drugačno perspektivo, vse tvoje odločitve postavi v malo drugačno luč. Tako da ja, to je moja zgodba. Leto nazaj, 7 ur in pol pod plazom. Pogosto slišimo rek, kar te ne ubije, te ojača. Se z njim strinjaš po tem, kar si preživel? Definitivno. To je sicer ena izkušnja, ampak s tem rekom se strinjal tudi že prej. Recimo, ko v nekem momentu rečeš, mogoče naredim malo presek življenja za nazaj, dejansko opaziš, da stvari oziroma timing, kjer nisi bil v komfort zoni, najbolj vplivajo na tvojo rast. Jaz bi rekel, da ta nesreča, takih stvari ne moraš trenirati. Lahko poznaš teoretični del, kaj te čaka, ampak ko si postavljen pa res tako ekstremno situacijo, je pa mogoče res to pripravljenost na stvari, ki jih ne poznaš, kako reagiraš na stvari, kako je tvoj mindset, bom rekel, naravnan v takih ekstremnih situacijah, izjemno pomemben. Tako da, kar te ne ubije, te gotovo jača. Ja. Tomaž, imaš mogoče ti v mislih kakšno izkušnjo, ki te je res okrepila? Mislim, deloma tudi njegova. Ne? In jaz bi tukaj dodal, kar je Patrik povedal. Na to se ne moraš pripraviti, je pa v teh ključnih momentih se izkaže v tisti prvinskosti, kdo si. Ne? In jaz mislim, da tudi pri Patriku je bilo tako. On je po mojem osebnem mnenju preživel prvič zato, ker je zelo pozitiven človek, pozitivna energija, usmerjen v pozitivo, v cilje in tako naprej. To je bilo eno. Drugo, zato, ker je borc, to sem tudi prej omenil, iz ovinka, kako smo se ga ustrašili. Tretjič, zato, ker je tudi profesionalen in discipliniran. On se je izobrazil, on se je pripravil, on je vse, kar je lahko objektivno naredil, je naredil. Ne? Pa pustimo to tudi, da je fizično, bom rekel, se pripravljen, da že mogoče hecamo za enim znanim, bom rekel, brandom čistil, ne? Pustimo interpretaciji, kdo to je. Ampak kaj hočem povedati, vsa ta njegova pot, njegov karakter, vse, kar to on je v tistem trenutku zadostovalo ali pa, bom rekel, malo tudi poetično premagalo smrt. Ne? In tudi mladim, to je tudi poanta, polagam, da vse se nekje sešteva. Tako kot so tudi Enčemove, bom rekel, vrednote, odgovornost, borbenost in tako naprej, to se vse nekje sešteva. Ne? In jaz, se pravim, tudi jaz sem bil v blaznem stresu, zelo smo bili poklapani, sploh ko smo čakali, kaj se bo zgodilo. Jaz sem zelo hitro dobil informacijo, da je Patrik pod snegom, ne, prvo nisem mogel verjeti. Tudi meni je, bom rekel, odprl, čeprav nisem bil direktno udeležen v to, nek drug pogled, predvsem hvaležnost, da je preživel, da je danes z nami, ker je res krasna oseba in take ljudje moramo čuvati. Po drugi strani je pa tudi to izkušnja, s katero greš, ker jo čutiš. Ne? Zdaj, več kot to moje
prejšnje izkušnje, pa to nima smisla, ker bi se mogoče na to res še čisto svežo, čeprav je že skoraj eno leto, bom rekel, osredotočen, ampak jaz mislim, da je to ultimativna izkušnja. It doesn't get harder than that, edin, če greš, bom rekel, na Luno, pa ti tam skafander poči, ne? Ne vidim več res takih težjih izkušenj. No. Patrik, Tomaž je omenil hvaležnost. Imaš sedaj drugačno mentaliteto, kot si jo imel pred to nesrečo? Ja, definitivno ja. Takšni ekstremna srečanja z gospo Matildo, ki je res že blizu, ne, v določenih momentih. Jaz rečem tako, da ti v bistvu življenje ponastavi na tovarniške nastavitve v določenih parametrih. Definitivno gledaš na odnose drugače, definitivno gledaš na elementarne stvari, kot so voda, veter, sonce, takšne stvari, ki gre mogoče prej zelo tako neopaženo mimo tebe, jih pa dejansko začutiš oziroma vidiš, slišiš, doživiš čisto drugačnimi čuti oziroma zavestno jih doživiš, zavedaš se jih. Je pa tako, no, če bi gledal recimo, kaj se mi je tudi zelo spremenilo, se mi zdi, da ta moja borba pod snegom je bila prvo res osredotočena samo na to, kar lahko jaz naredim. Zdaj pa, ko gledam nazaj, kaj vse se je dogajalo skozi mentalne procese, ker tudi po enem letu nisem še vsega postavil v svoje tirnice, bi rekel predvsem to, da je zelo pomembno razlikovanje med ciljem, ki ga moraš osvojiti, in strategijo, ki jo vmes lahko spreminjaš. Ne? Ker v nekem momentu pod plazom je ocenjeval po enih 3 urah, sem ugotovil, da ni več vse odvisno od mene. In takrat se moraš zanesti na druge ljudi. Zanimivo mi je bilo to, recimo, ko sem razmišljal, ok, si v situaciji, kjer si sam sebi ne moreš več pomagati, kaj lahko še narediš? Ok, lahko obupaš, ti sam sebe ne moreš rešiti, ker je pretežek, ta teža snega nad tabo je enostavno prevelika. Ok, razmišljaj, kaj lahko narediš, da ljudje, ki so zunaj in ki veš, da te iščejo, kaj lahko narediš, da njim povečaš možnost, da tebe najdejo. Patrik, ohrani to misel in nadaljujemo po oglasih. Dobrodošli nazaj v oddaji I am Young, Mladost brez meja. Pogovor smo zaključili s Patrikom Jagoničem pri temu, da ko ugotoviš, da sam v neki situaciji ne moreš več narediti nič, se moraš zanesti na druge. Kako si ti v tej situaciji svoje upanje predal na nekoga drugega, da te najde? Če zelo tehnično mogoče opišem, kaj se je dogajalo. Ko sem bil zasut, sem zelo hitro okrog sebe oziroma nekje v daljavi slišal zvok helikoptera, zato sem zelo hitro lahko sklepal, da nekdo, ki bi tudi deležen v plazu, da se je rešil in poklical pomoč. Zanimivo je bilo to mogoče, no, jaz sem zelo, prej je Tomaž omenil optimizem. Ne vem, a sem to komu nezavedno ukradel, ampak jaz zdaj se pravim, da sem optimist prvo po poklicu. To so moje tovarniške nastavitve. Potrjujem. In takrat, ko sem slišal helikopter okrog sebe, ne bom pozabil, jaz sem se tako, zelo sem si vizualiziral, oziroma takrat nisem vizualiziral, ki bo sneg pred mano, ampak zelo natančno sem si predstavljal, kako bojo šle naslednje minute. Se pravi, helikopter slišim, vem, da me iščejo tukaj okrog, oni točno vejo, kje sem jaz. Zdaj bo zvok helikopterja postajal vse glasnejši, ko bo pristali nekje blizu mene in oni točno vejo, kje sem jaz. In pa me je preletela taka zanimiva misel, kaj pa če oni pristanejo na meni? Sem rekel, ne, take sreče pa res nimam, ne? In pol se je zgodil pa tak težek moment, ker sem si predstavljal, ok, zvok helikopterja bo postajal vse glasnejši in glasnejši, pa ni bil. Helikopter je šel stran. Niso me mogli locirati z vso tehnologijo. In to je bil en zelo tak težek moment, ko si že tako v težki situaciji in razmišljaš, ok, pomoč, ki je bila na poti k meni, je šla stran. Ampak kljub temu, jaz sem vseeno, ok, če to ni delovalo, nekaj drugega bo, nekaj tretjega, veš, tudi če bi bil ne vem koliko časa, dokler bi mi moči dopuščale, bi razmišljal tam,
kaj še lahko naredim, da pridem od tam ven. In si me vprašal, da v katerem momentu se je pač ta odločitev, da se poskušam sam rešiti oziroma prevesla v to, da poskušam povečati možnosti ljudem, ki so zunaj, da me najdejo. Ja, to je bilo pač moment, ker nisem mogel več nič več izkopati nad sabo, ker vse je zamrznilo, zato sem dihal topel zrak, zunaj pritisko mraz. In potem sem po 2 dodatnih urah tega kopanja v svoji luknji prišel do mobilnega telefona, ki ga imam tukaj v žepu. In to je bil tisti moja misel, ok, jaz moram njim sporočiti točno lokacijo, ker se ne vem, bojo lažje najdli. In to je bil ta shift od tega, poskušaj sam, pa pride pa določen moment, ker se zaveš, da sam ne moreš vsega narediti in je ključno, da se zaneseš na ljudi, ki ti mogoče lahko v določenem momentu pomagajo. Meni so zelo v fizičnem smislu pomagali, ampak mislim, da to analogijo lahko tudi v neko psihološki proces zelo jasno postaviš, da ja, vaše vrednote so, se pravi, mreženje, združevanje, nek community in mislim, da je zelo pomembno, da imaš ljudi okrog sebe, ki ti lahko pihnejo malo vetra v jadra takrat, ko ga tebi zmanjka. Kaj pa sedaj? Sedaj je dobro leto od te nesreče. Katere ključne nauke za življenje si do sedaj uspel potegniti iz te izkušnje? Ena je gotovo ta, da poskušam si ne več dovoliti, da se ne zavem trenutkov, ki grejo mimo mene. Prej sem govoril o tem, kako začutiš vse te elementarne stvari, ki se dogajajo. In pol, ko se recimo zaveš, kako lepo je, ko ti sonce sijevate, kako lepo je, ko pobožeš travo, pa ti rosa ostane na roki, da kako je to krasno, take res enostavne stvari, je zelo osvežujoče za misli, bom rekel. No, to je en tak zelo pomemben learning, ki ga poskušam prenesti ljudem, ki so mi blizu. Druga stvar je pa sigurno, to se zgodi veliko ljudem, ki pridejo v neko res tako ekstremno situacijo. In posebej ljudem, ki jih reši nekdo tretji, ki ga mogoče sploh ni poznal. Meni so 4 ljudje, kateri niso vedeli, kdo sem jaz. Ne? In ja, ta learning je želja po vračanju oziroma delovanju v nekem smiselnejšem aspektu, kot je bilo mogoče moje življenje pred nesrečo. Se pravi, predajati neko znanje naprej, pomagati ljudem okrog sebe, a pa če zelo romantično povem, pa zelo na kratko, vsak dan delati svet za malenkost boljši. A meniš, da je mogoče doseči to stanje, ker si hvaležen za vsak trenutek, opaziš vsak sončni žarek in tako dalje, brez da človek gre skozi takšno izkušnjo, kot si šel ti? A meniš, da se da to doseči iz izkušnje drugih? To bom rekel tako, ne. Vsi lahko veliko teorije osvojimo preko seminarjev, knjig, tudi recimo, ne vem, če gledam neko relacijo vzgoje. Otroci prek staršev lahko veliko poberajo neke teorije, kaj se bo zgodilo oziroma kako je prav ravnati v določeni situaciji. In tega lahko res ogromno dobimo, ampak če bi rekel pa veliko ljudi se lahko iz teorije veliko nauči. Mislim pa, da je ultimativna kljukica čemu takšnemu neki spremembi mindseta izkušnja, zato ker ja, tisti mogoče, ki imajo otroke, ki imamo otroke, vemo, da je najboljši del učenja neka izkušnja v reguliranih pogojih, ne. Tako da bi rekel, ja, da se naučiti brez take ekstremne izkušnje, ti pa taka izkušnja gotovo to učenje pohitri in po hitrem postopku utrdi. Tomaž, a imaš ti kakšen način za postaviti stvari v perspektivo, ko stvari ne gredo najboljše, ko imaš kakšen dan, ko gre vse narobe? Absolutno, tudi po tej njegovi izkušnji prve, ko gre težko ali pa kakorkoli, se spomnim ne samo na Patrika, ampak tukaj smo živi, smo zdravi smo. Ne? In večkrat otrokom, kot tudi otrokom ali pa drugim, ki so mogoče malo v stresu ali pa v nekem ne najboljšem, bom rekel, poziciji, rečem, le, si se zbudil zjutraj. No, mislim, da je milijon ali koliko ljudi vsak dan umre, to je prva. Ne? Druga absolutno je,
tako kot je prej Patrik omenil, na kaj lahko vplivaš, pa na kaj ne moreš vplivati. Ne? Prevečkrat se mi zdi, da smo ljudje zakalupljeni v nek balonček, mislimo, da moramo vse narediti sami, da moramo vse narediti včeraj, da moramo vse narediti perfektno. Zdaj vidim, da temu ni tako. Ne? In probam recimo sebe ali druge v ekipi prvo, bom rekel, pomiriti, dati jim širino, smo živi, zdravi, veseli, nismo na ulici in tako naprej, imamo neke odnose, potem pa od tam naprej, korak pa po korak, kaj lahko naredimo, da se tega stresa ga saj umilimo ali pa celo to rešimo. Tako da sigurno je lažje tudi meni, ne samo verjetno Patriku ali pa tistim, ki smo okoli, da znamo ceniti druge stvari, kot smo jih mogoče še nedolgo nazaj gledali drugače. Patrik, sedaj, za katere stvari v življenju bi rekel, da jim pripisujemo preveč teže, za katere pa premalo? Tokrat, Tomaž, omenil si mi zelo dobra iztočnica, ne? Ko si, ne vem, mogoče se to razvija z leti, ko si mlad, jaz sem dve pubertetnici, pa tretjo še imam mlajšo hčerko, 3 hčerke imam. Je zelo zanimivo, kako vidiš to, kar si tudi sam doživel. Ne? Ko si mogoče mlad, se ti, da se svet vrti nekje v tvojem tempu, pa mogoče zaradi tebe, ne? Ko si pa starejši, pa bolj izkušen, da rečemo, da bolj izkušen, pa vidiš, da je mogoče ta vpliv, za katerega si mislil, da je neizbežen, oziroma da je ogromen vpliv na svet in ljudi okrog tebe, bistveno manjši, kot si mislil, da je. Ne? Tako da, ja, predvsem to, da se ne obremenjuje za stvari, na katere nimaš vpliva, to, kar je rekel Tomaž. Mislim, da je to res zelo, zelo pomembno, pa kot sem omenil prej, teorijo vsi poznamo. Vprašanje pa, kako to preneseš v prakso. Ne? Tako da nekako tako bi odgovoril na to vprašanje. Se pravi, pustimo stvari, na katere res nimamo vpliva, pa poskušamo operirati s svojim področjem vplivanja in tega naredimo maksimalno, kar lahko. Seveda poskušaš neke faktorje, ki niso pod tvojim nadzorom, vseeno mogoče v kakšni situaciji malo vplivati oziroma regulirati. Je pa mislim, da ključno, da se zavedaš v glavi, da sveta sam ne moreš rešiti. Mogoče čisto za konec, če iz vseh teh naukov, ki si jih podal skozi današnji pogovor, izluščiš en nasvet za gledalce. Zavedajte se, da je dan, vsak dan, ki ga doživite, posebna vrsta daru, ki vam je mogoče danes samoumeven, ko ga pa enkrat ni več, pa ga presneto pogrešaš. Zato izkoristi vsak dan. Patrik, najlepša hvala. Tomaž, hvala tudi tebi. Me veseli, da sem bil danes v vajini družbi in mi je bilo v čast se pogovarjati z vama. Hvala tebi. Dragi gledalke, dragi gledalci, upam, da ste uživali tako kot jaz v tem pogovoru in se vidimo naslednji teden.